narisal nekaj smeri po zemljevidu. Ena smer je bila proti Dunaju, druga proti Budimpešti in tretja čez slovensko ozemlje v Loko proti Trstu. To je bil njihov namen. Imeli so močne sile, da bi to lahko dosegli. To je bil namen, njihov namen, katerega niso nikdar dosegli. Niso prodrli v notranjost slovenskega ozemlja, po Vipavski dolini ali po Tolminski strani, v notranjost, proti Postojni, proti Ljubljani, kaj šele proti Madžarski, niso prodrli tudi do Trsta in Trsta, bi rekel, od blizu niso videli. V vseh teh naporih je morda tudi odločno treba povedati, da je se avstro-ogrska stran prav po prihodu generala Borojeviča na Soško bojišče, bi rekel, utrdila v obrambi, kljub temu, da so bili Italijani v vsem poteku, v vsem času, ki ga omenjam, od leta 1915 dalje do leta oktobra 1917, ko se je začela velika nemško-avstrijska ofenziva v premoči najmanj 2-krat do 3-kratni premoči napram avstro-ogrskim branilcem na Soški fronti. Prav posebno na območju Krasa. Prav na območju Krasa so bili narejeni vsi poizkusi italijanske tretje armade, ki je bila na tem območju, v veliki premoči, v številu moštva, kot tudi v orožju, da bi dosegla, prodrla v notranjost, zasedla Dobrdobski Kras, zasedla Komenski Kras, udarila, če poznate, jaz vas bom poskušal v svojih besedah tudi pritegniti k temu, da se boste nekoč odločili, tisti, ki ne poznate tega, da obiščete Kras. Sam sem obiskovalec rad bil velikih gora po Posočju, vendar, ko sem začel obiskovati Kras, me je Kras pritegnil. Kras je lep. Obiščite ga, spoznajte ga, najlepšega boste videli v jesenskih dneh, ko ruj cveti, ko je rdeče, pokrajina rdeče siva in videli boste mnogo zanimivih stvari, tudi kulturnih, in se seznanili, bi rekel, z ozemljem, kjer pa je ruj pravzaprav simbolizira vso tragiko nekega obdobja, kjer je po tem sivem kamenju teklo veliko krvi obeh vojskovačih se strani. Prav ta namen, italijanski namen, da bi na južnem delu Soškega bojišča, to se pravi na območju, ko iz Furlanske doline se dvignemo na Kraški rob, če greste proti letališču v Ronkah, ali če obiščete Redipulski, ta veliko grobišče, italijansko, in če se ozrete proti zahodu, se vam bo pokazal na celi dolžini zahodni rob Dobrdobske planote. Če se pospnete, potem greste po tem Dobrdobskem platoju proti zahodu do Dobrdobskega dola. To je, bi rekel, zemljišče, ozemlje, ki ni gosto naseljeno. Posebno v času, pred 100 leti, je bila to zelo pusta pokrajina. Pokrajina, kjer je bilo nekaj večjih vasi, kot je, bi rekel, centralno, v sredi vsega tega naselja Dobrdob. Tu je bila tudi Martinščina, zelo zanimiv kraj, Martinščina, San Martino del Carso, kot pravijo Italijani, ki je edini kraj, kjer niso Slovenci. Vse to drugo so slovenske vasi. Če pridite pod Hribovje, če se pomaknete, prijete malo proti vzhodu, od Kraškega roba, prijete do Hribovja Debele Griže. Debela Griža je znana v naši literaturi kot Šmihelj, kot Sveti Mihael, San Michele po italijansko, velikokrat, vendar pravo ime je Debela Griža. Sam ime Griža je zelo pogost toponim na kraškem ozemlju. Tudi Griža, Monte Sei Busi,
so Italijani rekli temu hribu, se imenuje Griža. Če boste prišli v vasico, ki je tudi v italijansko San Michele, vam bojo današnji kleni Slovenci, ponosni Slovenci rekli, da to je vrh in nič drugega. Pa tudi na tabli nimajo napisanega drugega imena kot samo vrh. Razen na tem ozemlju Dobrodopskega krasa je vasica Martinščina po slovensko, San Martino del Carso, kjer je zanimivo, da vsi prebivalci se praktično pišejo Vižintin. To naj bi bil ostanek neke vojaške enote, ki je v 15. stoletju ob boju z Benečani prišla iz notranjosti Italije, iz Vicence, Vicentini, ostala ali se, bi rekel, pobegnila iz enote in na tem mestu obstala. Tako je tudi ta, bi rekel, enklava italijanska na tem Dobrodopskem krasu ostala in z prijemkom Vižintin, ki se je tudi že poslovenil, kajti ljudje so se pozneje tudi mešali med seboj in je ostalo to, vendar izhaja pa iz besede Vicentini iz Vicence, iz Italije. No, rekel sem, da vsi napori so bili usmerjeni ravno v pogorje v hribovje Debele Griže. Na Debeli Griži, to je osrednja točka, osrednja obrambna točka na Dobrodopskem krasu, ki jo lahko opazujete iz doline, ker ima na vrhu veliko antenski stolp. Imate tudi lep dohod po lepi asfaltirani cesti do vrha in odtot lep razgled proti Furlaniji in lep razgled proti vzhodu, proti Komenskemu krasju, kjer boste videli v daljavi tudi naš novi spomenik na Celju. Ravno na tej Debeli Griži so potekali najbolj trdovratni in hudi boji. Debela Griža, bojišče Debele Griže je bilo zaznamovano skozi 6 soških bitk. Italijani niso uspeli s premočjo, ne številčno, ne z drugo premočjo niso uspeli, da bi branilce, avstro-ogrske branilce pomaknili oziroma da bi zasedli to hribovje oziroma Dobrodopski kras. Kdo se je boril kot branilc na tem prostoru? Borili so se vse narodnosti bivše avstro-ogrske monarhije, tudi Slovenci. Slovenci 47. pehotnega, v 47. pehotnem polku, v 87. pehotnem polku, v 97. tržaškem pehotnem polku, v 27. domobranskem ljubljanskem polku in v 17. pehotnem polku. To so pehotni polki, ker so bili v večini tudi Slovenci. In prav Slovenci so se borili na vseh teh bojiščih, tam, kjer je bilo najbolj hudo. Zelo značilno, bom rekel, pa morda mi bo kdo oponiral, ampak če to prebiramo, kje so bile slovenske enote, zveste tedanjemu cesarju in avstro-ogrski armadi, kam so jih postavljali na najtežje pozicije bojišča. Naj bi to Debela Griža, ali je bil to Škabrija, ali je bil to Romon in pozneje tudi Fajti hrib. Bile so tudi druge narodnosti, bili so Romuni, bili so Čehi, bili so Hrvatje, bili so Poljaki, bili so Srbi. Ko sem njih zadnjič imel eno takole predavanje na Celju, pa so bili izbrani ustavni sodniki Slovenije pa Hrvaške, in sem rekel Srbi, je eden hiter rekel, pa kako Srbi, ja, Srbi iz Banata, Srbi iz Srema. Vsi ti so bili takrat v uniformah avstro-ogrske armade, čeprav je preko Donava je bila Srbija in je bila Srbija nasprotnica avstro-ogrske. Torej vse narodnosti monarhije, tudi Ukrajinci, tudi Rusini, tako imenovani Ukrajinci iz Banata. Rekel sem morda na zadnje Mađari. Včasih se v literaturi tudi veliko krat sliši nek podcenjevalni odnos, to so bili že politične nasprotja med Avstrijo
med Dunajem pa med Budimpešto, vendar tudi nek tak podcenjevalni odnos tudi do madžarskih ogrskih vojakov. Moram reči, da to ni res. Ti so plačali velik krvni davek prav na bojišču, na Dobrdobskem bojišču oziroma na bojišču in tudi bojišču Komenskega krasa. Skratka, na kraškem bojišču. Tam je bil njihov sedmi korpus, ki je pravzaprav štel skoraj v celoti, pa ni bil ves tam, okrog 100.000 ljudi. In izgube tega korpusa so bile hudo zastrašujoče velike, kot vseh ostalih. Ali če rečem tako, kljub temu, da so Madžari po številu večji in Slovenci, plačali smo skoraj podobni, po številu podobni krvni davek, Slovenci na Dobrdobu, kot tudi Madžari. Morda se prav ta madžarsko sodelovanje na tem delu bojišča premalo, bi rekel, premalo kerkrat ceni, vendar je bilo tako, to je bilo dejstvo. Tudi poveljnik tega avstro-ogrskega korpusa na tem delu bojišča je bil nadvojvoda Jožef iz, bi rekel, ogrske veje Habsburške dinastije, zelo sposoben poveljnik, dokaj mladše, in ni popustil v tem, da bi se na tem delu bojišča umaknili. Prav tako ne, kot tudi general Borojevič. No, generalu Borojeviču so priznali to, da je posebno po prvi in drugi soški ofenzivi, ko so Italijani bili zaustavljeni in niso mogli naprej, tudi pozneje niso šli naprej. Vendar ravno za te zasluge, da je organiziral obrambo na Soči, so mu povedali, so mu priznali vso, bi rekel, izrazili vso priznanje, tudi s tem, da ga je Ljubljanska mestna skupščina imenovala 15. leta za častnega meščana, kjer je bil podpisan kot župan Tavčar. To je bilo leta 1915. Temu so sledile številne občine, posebno po Primorskem, da so imenovali generala Borojeviča za častnega občana. No, zgodilo se je potem leta 1919, da je ta ista mestna skupščina Ljubljanska pod istim županom odzela častno meščanstvo generala Borojeviča. Obrazložitev ni bila velika, niti v arhivu, ampak skratka, to dejanje je bilo izvršeno. Ali je bil general Borojevič res zaslužen, da je se zgodilo, da celotna Slovenija ni postala bojišče in da je zadržal na tem delu jugozahodne fronte, na Soškem bojišču, Italijane, pred tem, da bi prodrli skozi Vipavsko dolino, skozi severni del, skozi dolino Idrije in na jugu v notranje Slovenije ali še celo naprej in bi v tem primeru postala Slovenija enako bojišče in enako zemlje, kot so ga bile udeležni vsi obsoški kraji in kraji na Krasu, ki so bili po vojni vsi razrušeni in kjer je bilo vse prebivalstvo razseljeno in odpeljano v izgnanstvo. Lahko da rečemo, da je bil to v tem času, glede na število razseljenih ljudi, ki so se morali umakniti iz svojih domov in oditi v begunstvo ali v samo Slovenijo, kdo je imel kam iti, ali pa v begunska taborišča, ali na zasedenem italijanskem ozemlju v Italijo, da je bil to morda največji, dotedaj največji eksodus slovenskega prebivalstva. Tudi na to bi se morali spomniti v teh dnevih, v teh letih od leta 1914 do leta 2014 do 2018, ko se spominjamo in ko obeležujemo, bi rekel, spomin na Prvo svetovno vojno. Ni naključje,
da se je to zgodilo, ampak v zavesti, bi rekel, predvsem teh ljudi, ki so to doživeli, je to ostalo skozi leta in leta. Ostali so zaznamovani, posebno še zato, ker kmalu po koncu vojne je prišla fašistična oblast in jim ponudila zopet nekaj podobnega, kot je bilo njihovo življenje v begunstvu. Ko sem rekel o Borojeviću, bi rekel takole, niso še zgodovinarji rekli končne besede o njegovi vlogi. Ko smo brali morda vojno enciklopedijo v prejšnji državi, so zelo poudarjali, da je bil zaslužen kot lički Srb in kot Slovan. Borojević je bil lički Srb, Svetozar Borojević, pravoslavni, lički Srb. V redu, kot Slovan. Poraja se vprašanje, ali je on se odločil, da ustavi Italijane in da ustavi na Soči iz razlogov, da ne bi prišli naprej, da bi zavaroval svojo slovansko zemljo za hrbtom, ali se je odločil kot vojak. Borojević je bil od mladosti vojak in je pripadal avstro-ogrski monarhiji. Mislim, da se je v prvi vrsti odločil kot vojak, kajti ravnal je tako, kot je že Napoleon napisal, in ko je Napoleon, ko so dogajale stvari v Napoleonovem času med Ilirijo in rimskim cesarstvom v Italiji, ko je Napoleon postavil mejo med ilirskimi provincami in italijanskim cesarstvom na reki Soči. Zakaj? Ker je trdil, da reka je strateško pomembna zato, ker je uporabna v primeru napada ali obrambe. To so bile njegove besede. Nekje sem bral, da je potem premišljeval celo na otoku Svete Helene in se spominjal svojih, bi rekel, početi na ozemlju, bi rekel, današnje Furlanije oziroma današnje Slovenije oziroma v Soški dolini. Tako da zgodovinarji se bojo enkrat mogli odločiti na podlagi vsega, kaj je pravzaprav temu bilo res. Kakorkoli pa že, obvaroval je Slovenijo pred tistim, kar je doletelo vse obsoške in kraške kraje. V koncu vojne so bile samo ruševine. Bojišče na Krasu, ko govorimo o Doberdobu, je bilo izredno težko. Ko sem bil pred nekaj leti na otvoritvi razstave o boju med Prvo svetovno vojno v Julijskih Alpah in razstavo je pripravil Kobariški muzej, in sicer v prestižni dvorani Doma invalidov, tam, kjer je tudi Napoleon pokopan, v Parizu. Samo priliko, da sem se pogovarjal z direktorjem tega muzeja, generalom po poklicu, ki je rekel, nikdar nisem vedel, da se je vse to dogajalo tudi pri vas. Oziroma, da se je sploh to dogajalo pri vas. Da so bili v Julijskih Alpah, vaših Julijskih Alpah in na vašem kraškem terenu, ki ga sicer ne poznam, je rekel, ampak v slikah so reč taki boj. Kraški teren je podobno, kot je gorski teren, zelo nekomunikativen in zelo težak za bojevanje. Zato so bile razmere na bojišču, bi rekel, skoraj nemogoče. To je kamnit teren, brezvoden teren, ki nima poti, ki bi delovale celo uporabo živine, kaj šele kakšnih drugih stvari. Bil je nezaraščen, učinki topovskih izstrelkov so še hujši, kot na mehkem terenu, kajti ko je udarila močna ali, bi rekel, velika
mina ali topovski izstrelek v to kamenje, se je to kamenje razletelo in niso bili samo drobci granate ali mine nevarni za človeka, ampak tudi drobci kamenja, ki so poškodovali oči ali kaj drugega. Ko sem bil študent medicine, in to sem o tem moje prihodni knjigi, ki bo prej malo išla pod naslovom Fajtih rib, tudi zapisal, da sem neštetokrat poslušal svojega strica tukaj v Ljubljani, v katerem sem stanoval, ko je na Fajtem hribu eksplodirala blizu granata in ga je zadel drobec kamenja v golen. Res me je takrat zanimala bolj medicinska plat te zgodbe in nisem na žalosti vsega drugega zapisal, kar bi danes rad vedel. Kje je to bilo, kako je bilo, zakaj je bilo in tako dalje. Vendar, kaj se je zgodilo? Ta drobčen kamen je povzročil vnetje pokostnice na goleni. Ta pokostnica vnetje se je spremenilo v gnojno vnetje, ki je napredovalo kolenski sklep, v gnojno vnetje kolenskega sklepa in pri 18 letih so mu amputirali nogo visoko nad kolenom. To je recimo samo en tak primer, kako nevarno je bilo to vojskovanje. Niso bile nevarni samo izstrelki, niso bili nevarni samo kamniti drobci. Veliko izgub je bilo tudi zaradi bolezni. Na Krasu ni bilo vode. Šele pozneje ko so videli, da je edini vir vode na Dobrdobskem krasu, Dobrdobsko jezero, z dvomljivo čistočo, še manj pa v vojnem času, ko so mestoma ležala po teh mlakah in tudi v tem jezeru trupla in vse mogoče drugo. To je bil edini vodni vir v nasprotju z Italijo, ki je imela, bi rekel, nekem Furlaniji bogato zaledje. Pozneje so avstro-ogrske enote zgradile vodovod, potegnili so ga celo iz vira Hublja pri Ajdovščini, v smeri proti Dornbergu, čez Železna vrata, čez Trstelj in potem pahljačasto v vse dele bojišča. Kraševci danes rečejo radi, če nam je kaj prva svetovna vojna dobrega prinesla, je to voda, vodovod. In dejansko je res, leta nazaj bil še, bi rekel, ta vodovod, potem so ga rekonstruirali, jasno, bil edini vir vode na Krasu. Ljudje so pili, kar so mogli, iz vseh mlak. In veliko je bilo črevesnih obolenj, veliko je bilo smrti. Veliko je bilo prebegov. Prebegov na eno in na drugo stran. Prebežniki so bili tisti prvi znanilci tega, kaj se bo dogajalo v bližnji prihodnosti. Pred vsako italijansko ofenzivo so bili prebežniki tisti, ki so opozarjali, zdaj se bo pa nekaj zgodilo. In seveda nasprotna stran je bila na to zelo pozorna. Ko govorimo o umrlih, ranjenih, obolelih, psihično prizadetih, ne smemo pozabiti. Vse te stvari so ljudi, navadne ljudi, preproste ljudi, ki niso bili vajeni bojevanja. Če vzamete en Madžar v celem življenju ni videl toliko kamenja kot samo okrog sebe, kjer je sedel v svoji domovini, ki so jih močno tudi psihično prizadele, moramo vse to šteti tudi med izgube. Ko danes se nekdo mirno reče, na tem bojišču je bilo milijon izgub, ali pa 100 000 izgub, potem moramo to pravilno vrednotiti. Izgube pomenijo mrtve, ranjene, pogrešane, psihično prizadete, obolele in ujete. Vse to so izgube, kajti na vse te načine izgubimo svoje moštvo in namesto 50 000, kolikor jih je bilo, jih je ostalo zaradi izgub še 20 000. Tako moramo biti pozorni na te podatke, da jih tudi pravilno vrednotimo in pri tem ni pretiravanja. Poleg tega, da so uporabljali razno vrsto orožje, od, bi rekel, pušk, strojnih pušk,
topov vseh kalibrov. So bile posebno nevarne italijanske bombarde, minometi, ki so imeli zastrašujoče dejstvo na tem kraškem ozemlju. Poleg tega so uporabljali še tudi druge tehnike, plamenomete, ki so se na tem brezvodnem ozemlju in suhem, posebno v letnem času, imeli tudi, bi rekel, kar efikasno delovanje. Poleg tega so se lotili tudi nekih načinov novega bojevanja, prav na dobrodopski poenoti, tako imenovane minske vojne. Jaz ne opisujem v svojem izvajanju ne, ker to se da prebrati, ne kako je pilka, kdaj se je začela, kje je bila, kako, kaj je eno drugo, da bi na vas ne bi zamoril, bi rekel, s temi popolnoma vojaškimi stvarmi, ampak načeloma, ko beremo to, kako bi dojeli to zadevo, kaj je pravzaprav Dobrdob, kaj je dobrodopski kras, kaj je dobrodopsko bojišče. No, tako imenovana minska vojna. Ko se je bojišče po 5 prvih soških bitkah na hribovju Dobrodopskega krasa, na debeli bili praktično ustalilo in je bila to neka pozicijska izčrpavajoča vojna, ker nisi smel pogledati iz jarka, ampak si mogel biti zaklonjen v hudo, težko izkopan jarek v kraškem ozemlju. Tudi to je bilo težavno delo. So se namenili, da jedni proti drugim poskušajo z podzemnimi vrtinami se približati. Skopati podzemno jarek pod, bi rekel, položaje nasprotnika. Ko bi bili na tem območju pod njimi, bi na tem prostoru namestili mino, ki bi pognala v zrak nasprotnikov položaj. No, to so tudi uporabljali in to se je tudi zgodilo, posebno v Martinščini, ko sem rekel, kako so v Žnitini doma, ko so na vem koliko skoraj tono dinamita pod eno tak rov namestili in odletela je, bi rekel, celotno območje italijanskih položajev v zrak z hudimi izgubami. To je bil tudi en način tega vojskovanja. V bližinskem boju so uporabljali vse. Uporabljali so bajonet, uporabljali so puško na bajonetu, uporabljali so buzdovane, to je beseda buzdovan bolj turško-srpska, ampak bi rekel okovane kije po slovensko. Mađari so jim rekli fokusi, tudi njene vrste take bajoneti. Uporabljali so bokserje, uporabljali so lopatice, vse, kar je prišlo prav, da je lahko uničil oziroma onesposobil nasprotnika. Uporabljali so tudi plin. V plinu se malo piše. Veste, plina se izogiblja vsaka stran, ki ga je uporabila, da bi o tem pisala, ker se trkala po prsih, uporabili smo plin. Veliki državnik Churchill, ki ni bil ravno prizanesljiv državnik in tudi nasprotnik, je rekel, da je plin nagnusno orožje. To nagnusno orožje so uporabljalo že v prvi svetovni vojni, uporabljali se ga še pred njem v Libiji, Italijani. Uporabljalo se tudi pozneje. Hitler se je tega izogibal. Bili smo soočeni z preteklimi dogodki v Iraku, kako se bojimo plina. Vemo, kaj so naredili s plinom nad Kurdi. In to orožje, ki so ga razvijali tako Nemci, posebno Nemci, kot tudi zavezniki, kot tudi, bi rekel, Britanci, Francozi, je bilo, bi rekel, načrtovano in uporabljeno v trenutkih, ko se ni vedelo, kaj pa zdaj. Ko je prišlo do situacije na Dobrodopskem krasu, v poteku posebno četrte pred
šesto soško ofenzivo, da bo fronta padla in da se bojo mogli umakniti, so se Avstrijci spomnili, da bi lahko se zavarovali in napadli za plinom. Ta sama ideja ni navdušila vseh poveljnikov. Nekateri so zaradi tega tudi odstopili. Vendar do tega napada je prišlo in sicer do napada s tako imenovanim pihalnim postopkom na območju hribovja Debele Griže, ko so namestili okrog 1500 do 2000, številke niso točne, jeklenk, v katerih je bil plin, ne bi bila mešanica fosgena in klora. Ta plin so potem spustili po ceveh v smeri nasprotnikovih položajev v času, ko je bil veter primeren. To je bilo zelo tvegano dejanje. Prvič je bilo tvegano dejanje namestiti jeklenke ob stalnem topniškem obstreljevanju. Drugič je bilo, če se plin obrne, lahko to se zgodi, da pogubi pač tistega, ki ga uporablja. No, ocene v tem napadu, plinskem napadu leta 1916 na Dobrdovskem krasu so zelo različne. Jasno, da Italijani navajajo precej visoke številke umrlih v tem plinskem napadu, do 5 do 6 tisoč, dočim avstrijska stran manjše številke, navaja avstrijska stran tudi številke mrtvih na lastni strani. Skratka, ta plinski napad, ki je bil prvi, bi rekel, na celotnem soškem bojišču v takem obsegu, se po oceni mnogih avtorjev ni ponesrečil. Kajti veliko mrtvih je bilo res zaradi posledic plina, veliko tudi prizadetih, obolelih, ki so pozneje tudi morda podlegli v zaledju, vendar je prišlo med tem časom tudi boja, v katerem jih je veliko tudi padlo. Tako da so ocene in sploh o namembnosti in ali je bila ta taktika uporabe plina takrat pravilna ali ne, zelo različne. Lahko bi rekli, da se ta plinski napad v celoti ni posrečil. Vendar do tega je prišlo. Uporabili so plin. Obe strani sta pozneje uporabljali na Dobrdovskem bojišču tudi plin, in to v obliki izstrelkov, topniških izstrelkov, minometnih izstrelkov ali celo ročnih bomb. Ti plini so bili različnih sestave, bili so plini solzivci, plini dušljivci, plini kihovci, tudi uporabljali so te izstrelke za umetno meglo, ki so jo ustvarili na bojišču. Skratka, obe strani sta to uporabljali, nobena stvar pa tega ne priznava, ampak vedno nasprotna stran pravi, oni so uporabili, mi smo pa čisti. Tako so Italijani delali posebno še zdaj se v italijanskih knjigah lahko bere o tem na plinskem napadu na Dobrdovskem bojišču leta 1916. Bil so pa zraven leta 1999 pri Avčah, ko so iz globine Soče potegnili naša direkcija za civilno zaščito, več kot 30 305 mm granat, v katere so imele v sebi plinske posode za plinom fosgenom. Italijanske izdelave, v katerih nobeden nič ni vedel, namenjene so bile verjetno za bojišče na Banjški planoti, a vendar niso bile uporabljene. Vendar Italijani so te stvari izdelali. Toliko o tem, kaj se je dogajalo in kakšno je bilo bojišče na Dobrdovskem krasu. Ko se je premaknilo bojišče po 6. soški bitki, ki je bila uspešna, če tako lahko rečem, za Italijane, kajti z veliko premočjo, z dobro organizacijo, ki jim ni bila takrat prav, bi rekel, ni bila njihova lastnost, dobra organizacija. Z tem, da so povlekli iz tirolskega bojišča toliko in toliko novih enot, so pripravili nov napad, 6. soško bitko, v smeri prav južnega dela soškega bojišča, od Plavi
do morja. Začeli so pri morju, pri Devinu, s takimi napadi, bi rekel, bolj nakazanimi, da bi zmedli nasprotnika, da bo tam glavni udar, vendar glavni udar je bil sredotočen v 6. soški bitki na dve pomembne točki. Na Goriško mostišče. Goriško mostišče pomeni, mostišče izraz pomeni, da če je meja med bojiščem na reki in če imamo mi na enem odseku svoje enote na drugi strani reki, je to naše mostišče. Lahko tudi gremo na drugo stran reke in ga zavzamemo in imenujemo, da smo dosegli, da smo napravili mostišče. Mostišče se uporablja tudi na obali morski. Ko so prišli zavezniki na francosko stran pri operaciji Overlord, so naredili mostišče, so se odredili na obali. In to mostišče, ki je potekalo od Sabotina nad Novo Gorico, pa zahodno od mesta Gorice, v dolžini 6 km, na tem mostišču so bile avstro-ogrske enote. To je zelo motilo Italijane, kajti njihov cilj je bila Gorica, do katere niso mogli. Obrambni steber tega bojišča je bil Sabotin. Sabotin nad Solkanom in, bi rekel, ki je obvladoval celotno to del bojišče. In druga zadeva je bilo hribovje Debele Griže. Proti tem dvem točkam so se usmerili in uspelo jim je zasesti Sabotin, uspelo jim je zasesti Gorico in avstro-ogrska vojska se je morala umakniti na območju današnje Gorice oziroma Nove Gorice in Solkana na levi breg Soče. Na levi breg Soče, tedaj so podrli tudi znameniti, minirali tudi znameniti ob umiku Solkanski kamniti most, največji kamniti most v Evropi, sicer poznajo obnovljen. Na drugi strani so Italijani udarili z vsemi svojimi enotami proti Dobrodobskemu krasu, proti Martinščini, proti Debeli Griži. Debela Griža ima pet ploščatih vrhov. Zasedli te položaje in avstro-ogrska vojska se je morala umakniti. Poveljujoči pete avstro-ogrske armade, general Borojevič, je odredil, da se pomaknejo čez Dobrodobski dol. To se pravi, iz Dobrodobskega na Komenski kras. Tako se je končala 6. soška bitka, ki je prinesla Italijanom seveda neko prednost, neko zasedeno ozemlje, predvsem pa upravičeno tudi nek politični uspeh, kajti cela Italija je že po 6 bitkah pričakovala, da bojo Italijani nekaj dosegli. In je bilo zasedba Gorice pravzaprav njen ne samo vojaški, ampak v prvi vrsti politični uspeh. Druga zadeva, ki pa je Italijane potem bremenila skozi vse naslednje bitke, to se pravi skozi 3 jesenske bitke v letu 1916, 7., 8. in 9. in skozi 2 bitki v letu 1917, 10. in 11. jim je prinesla ta uspeh, da so iz Dobrodobskega dola, če gledate, če ste obiskali kdaj Cerje, spomenik na Cerju, in če poznate kaj Kras, in če se iz Vipavske doline ali iz Goriške kotline obrnete proti jugu, zagledate hribovje, zagledate, bi rekel, cel pas hribov, ki se vrstijo od Cerja, potem počasi navzgor do zadnjega Trstelja, globoko že nad Vipavsko dolino. Trstelj je bil cilj Italijanov. Niso ga dosegli. Dosegli so Fajti hrib. Hrib, ki je v slovenskem zgodovinskem spominu med vojaki, bi rekel, zelo znan in zapisan po grozotah, po številnih hudih bojih, ki so se dogajali na tem hribu in na sosednjem Velikem vrhu. To je bila
zadnja točka, do katere so Italijani prišli. Druga točka, obrambna točka, poleg Fajtega hriba in Velikega hriba, bi rekel, na severnem robu Komenskega krasa, nad Vipavsko dolino, je bila na jugu Grmada pri Trstu. Tudi Grmada je bila tisti obrambni steber, ki ni dovoljevala italijanski armadi, da bi šla v smeri. Vsi napadi proti Grmadi so bili, italijanski so bili neuspešni, da bi uspeli. Italijani so hoteli prodeti na Trstelj, proti Fajtemu hribu Trstelj in potem v Loku proti Trstu. To jim v vseh 11 soških bitkah bi uspelo. Po vsem tem je leta 1917, oktobra, prišlo do velike nemško-avstrijske ofenzive, ki je seveda spremenila, bi rekel, ravnovesje na tem bojišču. To bojišče praktično je prenehalo, posebno na južnem delu, na Kraškem bojišču, kajti tam ni bil glavni udar, glavni udar je bil v Posočju, pri Bovcu in pri Kobaridu. Te kraji so ostali prazni, zaznamovani z neko vojno, zaznamovani tudi s tem, da tistega pričakovanja, ki so ga imeli prebivalci, ko so se vrnili v te kraje iz begunstva, niso dosegli, kajti že 18. oziroma 19. letja so te kraje ponudili po Rapalski pogodbi Italiji, ki je potem zavladala na tem območju. Pa bom zdaj nehal. Nisem hotel se spuščati v podrobnosti, v opise, ampak hotel sem nek vtis dobiti. V prvi vrsti vam pa še enkrat, pojdite in obiščite Kras. Jaz sem Kras prehodil počes in podolgo, v vseh letnih časih. Vedno je lep, vedno je zanimiv. Ko boste na Cerju ali pa na vrhu Debele griže, ozrite se okrog in gledajte. Zanimivo, da sem imel lep občutek, in številni so me povabili, da grem z njimi na Cerja in ne vem kaj povem, ampak vedno sem občutek, da uživajo v tem pogledu, ko imajo pri sebi morje, ko vidijo na drugi strani, bi rekel, pol Slovenije, ko vidijo Furlansko nižino in ko se ozrejo proti našim Alpam, naše hribovje skupaj s Trilovom. Cerje je taka točka, kjer ga od vseh hribov vidite in iz Cerja vidite vse hribe. Zelo zanimiva točka. Obiščite Kras. Če mi govoriš, zato sem se pa jaz rodil v Kovnu, ker je tako lepo. To sem pozabil povedati. Ampak je bilo pozneje, ne? Ja. Ti posluši lahko, kaj vprašamo tudi, govoriš. Izvolite. Ne vem, če ti to poznaš in veš, da je šla tudi skozi Kras, Oskotirna železnica, ne? Na Komen, ne? Ja. V Gorjanskem si tudi bil na kopališču. Ja. Gorjansko, tudi je čudovito, ne? Največje vojaško pokopališče na Krasu. Ta železnica, o kateri govoriš, je šla iz Dutovelj, tudi skozi Komen, skozi Temnico, naprej do Kostanjevice. To je bila normalno tirna vojaška železnica, ki so jo poganjali bencinsko-električni motori. Zelo zanimivo, tako imenovani B-cugi. Zelo zanimivi tehnične neke, bi veste, lokomotive, ki so jih uporabljali tudi za pogon, za vožnjo po cestah, ko so jim nadeli gumijaste obroče. In ta je bila zelo pomembna, ta železnica, kajti večinoma so sodelovali prek te železnici ruski vojni ujetniki, za katere se ocenjuje, da jih je bilo na Krasu, pri gradnji železnice, pri gradnji cest,
pri gradnji vodovodov in tako dalje okrog 10.000. Okrog 10.000 ruskih vojnih ujetnikov. Tako da ni samo znana kapelica na Vršiču, kjer so delali in kjer so izgubili življenje. Ruski vojni ujetniki so bili na Krasu, so bili v Ajdušni, so bili v Kidričevem oziroma takratnem strnišču pri Ptuju in tako dalje, torej po vseh krajih v velikem številu. Na Krasu je tudi ruska jama, kjer so živeli, podzemeljska naravna jama. In Komen je bil že nekak zaledje, ne? Tam je bilo tudi veliko bolnic, ne? Komen je bil bolnica. No, bolnica je bila skoraj vsaka vas, tako imenovano Feldšpital, bolsko bolnico. Hvala. Jaz imam eno vprašanje, vi ste rekli, da se je dosti Slovencev borilo na strani Avstro-Ogrske. Mene zanima, ali jih je bilo verjetno dosti manj, ali pa če sploh so bili tudi na italijanski strani Slovencev. Ja, veste, ta stav bom ponovil, ki ga boste morda slišali čez par dni, ko začenja serija teh dokumentarnih oddaj Slovenci v prvi svetovni vojni. To bo zdaj v februarju, ne vem, kdaj se začne, mislim, da se začne jutri ali naslednji torek. Če ne že, bodite pozorni. Prva oddaja, 4-5 oddaje dokumentarne serije. Radio televizija Ljubljana, bo zvečer ob 9 na prvem programu. No, tam so me isto vprašali, oziroma sem sam povedal, žalostno je za nek narod, ki ni številn, da se zgodi v eni vojni, kot se je zgodilo tudi na bojišču v Zgornjem Posočju, da so na eni strani Slovenci v italijanskih uniformah, kajti beneški Slovenci so bili pod Italijo od 1846. leta in so mogli priznati italijanskega kralja, na drugi strani Slovenci iz osrčja Slovenije, tudi koroški Slovenci, ki so nosili avstro-ogrske uniforme. To se pravi, tudi to se zgodi v neki vojni, ne da bi bili eni in drugi, bi rekel, željni, da so priznali svojega kralja ali svojega cesarja. Vse to je najbolj značilno za Slovence, da se znajo vse vojne. Tako je, tako. A se pa nekaj vprašam, a drži podatek, ki je tako znan, malo populističen mogoče, da je največ slovenskih fantov padlo na Škabriji? Tako bom rekel, veliko jih je padlo. Na Škabriju sta bila dva polka obeležena pri teh bojih. Bil je ta prvo 87. celjski polk, ki se je dobro držal in za katerega je bila celo uradna vojaška ocena, da je to eden najbolj trdoživih polkov avstro-ogrske armade. Utrpel je precejšnje izgube. Mi smo imeli pod Škabrijelom, tam, ko greste proti Lokvam, še en spomenik zdaj, pred kratkim, pred par leti so ga postavili, tam je bilo pokopališče. Žal po drugi svetovni vojni, ker so bili napisi v Nemčini, so te nagrobnike odstranili, ne da bi vedeli, da so pod njim pokopani Slovenci, 87. celjskega pehotnega polka. Hude izgube je utrpel tudi 27. domobranski pehotni polk oziroma preimenovan drugi gorski strelski polk, ker so bili v večini, skoraj 90%, Slovenci. Če tako rečemo, kje je utrpel najhujše izgube, lahko rečemo prav na Škabrijelu. Na Škabrijelu so se te ljudje borili kot levi, čeprav na koncu, ko je prišlo do podelitve priznanj, je dobil največje priznanje njihov poveljnik polka, ki pa ni bil Slovenec. Mogoče veste, kaj pomeni beseda grižu, oziroma griža. Kaj pomeni griža? Griža kot kamnja. Tako. Na vzhodu Švice je ena dolina,
kjer se prebivalci imenujejo Grižuni. Grižuni. Ja. Zanimivo. Torej, tako kot se je reklo, tam, kjer je kup kamenja, griža, ne? Na taki griži blizu Komna nekje je tudi staro gradišče. Volčji grad. Ja, Volčji grad. Tudi griža, toponim. Ta toponim je zelo pogost. Je pa, kamorkoli so zredeni, kasvi kup kamenja. To pomeni nekaj Ja, 10 Monte Griso. To pomeni nekaj 10 metrov. Monte Griso. Ja, ne. Izvolite, tako. Moj stari oče je bil na Soški fronti in jaz sem imel 7 let prebrov, da je veliko govoril ti grozota, kaj se je tam dogajalo. Jaz sem dol šel 3-krat, je rekel, da je točno ne vem, kje je to bilo, da so šli v ene bitke z čolni čez eno vodo. Prav so ene take čolne skovali od lesa takrat, kako je bil, kako so bili čas taki ne. Pravi, ko so šli nazaj, so šli brez čolnov. Je bilo toliko ljudi pobiti, da so šli čez to vodo, čez to reko ali jezero, ne vem kaj je bilo. Pravi, da niso nabili sploh ti čolnov nazaj. Toliko je bilo ti ljudi ubiti, pravi, nisi sploh mogel hoditi, da nisi mogel stopiti na vojaka. Zdaj točno ne vem, kje se je to zgodilo. Jaz sem bil 3-krat, pa nisem mogel točno. Jaz sem bil čist meni, ko je to prepovedal, kakšne so dolge grozote dogajale. Dvomam, da bi se to zgodilo na Soči, ne? Ker je ne tok, tak. Dvomam, ampak lahko se je zgodilo na kakšni manjši rečici, ne? Lahko, tudi v Vipavju verjetno, da ne. Lahko pa tudi, ne? Ampak verjetno, da ne. Težko je reči to. Je to z našega konca bilo ogromno ljudi, jaz sem drugače z Dolne Bosne, je bilo ogromno ljudi na Soški fronti. No, to se opravičujem, da sem pozabil reči, da so bili bošnjaki. Vidite, človeku vidi, ampak bošnjaki so bili trdni vojaki. Bošnjaki so bili vse skozi prisotni. Pa še to me zanima, recimo, a obstaja zdaj, koliko je ta civilizacija toliko napredovala, da bi se še taka neumnost zdaj ponovila, Bog ne daj, ne? Ne vem, da je človek bil naumen, da smo se sami celo zgodovino samo ubija. Praktično. Na vsi No, to. Še nekaj bi vas rad upozoril, ne? Rekel malo o tem premišljevanju, kaj je zgodovinski spomin. Mi imamo čudovito pesem, Dober. Prvič je enostavno besedilo, drugič melodija je enkratna. Zanimivo. Enako pesem imajo Madžari. Dober. Je sicer drug napev, je podoben madžarskemu narodnemu napevu, je drugo besedilo. Vendar prav tako govori o Doberdobu. Moje pismo na pošti vdano prost prevod te pesmi. Bo materino hišo našlo. Beri mati s krvjo napisano pismo moje, Doberdobu zapuščam življenje svoje. To so recimo napisali, to je Doberdob, madžarska pesem Doberdob. Veliko pesmi imajo Madžari vezane tudi na Dobrdobsko bojišče. Pa ne samo Madžari. Vsi so se borili, tudi mladi italijanski fantje, ki so padali pod streli nasprotnika, pa tudi pod lastnimi streli, zaradi desetkanja, če so se uprli iti na bojišče. To je bila najhujša kazen italijanske armade, brezobzirna kazen, tako imenovanega desetkanja. No in med njimi je bil ravno na bojišču Debele Griže tudi poznejši znan pesnik Giuseppe Ungaretti, italijanski, ki je napisal, meni sta padli takrat teh njegovih pesmi dve takole v spredje, Sono una creatura, živo bitje sem, in pa San Martino del Carso. In se še zdaj spomnim, se je rekel, kdo bi meni to pesem, te dve pesmi prevedel, kot če ne bi to naredil gospod Ciril Zlovec. In ko so se srečala, sem ga poprosil in rekel, veš, pred leti sem jaz, mi je ta z Ungarettijem sva se poznala in jaz sem prevedel njegove pesmi, dobiš to pa to in lahko objaviš.
ko je napisal Sveti Martin na Krasu. Od vseh teh hiš italijanskih vojakov, rovov, takrat je začel s svojim pesnikovanjem v beležki, postavil le še kako zidu. Od vseh, ki si mi se združil z njimi, ni ostalo niti toliko. To, da v srcu križ noben ne manjka. Moje srce je najbolj razmrcvarjena dežela. To je bilo napisano na debeli griži v Jarku, poznejši pesnik Giuseppe, znani italijanski pesnik Giuseppe Ungareti. In kot je napisal, kot ta šmihelski kamen, rekel sem, da debela griža se imenuje tudi Šmihel, svet Mihajl. Tako hladen, tako trd, tako vas izsušen, tako uporen, tako do dna brez duše. Kot ta kamen je moj jok, nikomor viden. Smrt moraš plačati živeč. To so stihi mladega pesnika, ki se je znašel v Jarku in v grozotah prvega bojišča na Dobrodovskem glasu. In koncu še, če smo že pri literaturi, pri tem Prežihov Vorac, Dobrodob, doživeta zgodba. Ne bi je mogel tako napisati, če ne bi bil tam. Ko sem prebiral številne dnevniške zapise in vse to v Dobrodobu, sem videl, da je to, in prebiral ponovno, ker prvič sem ga bral, ko sem bil 14 let star, pa zdaj spet prebiral in iskal, kakšna je podobnost in kaj je njegova, kaj je resnično doživetje in kaj je njegova fikcija, njegova domišljija v tem romanu, v vojnem romanu. Sem ugotovil, da to je moral doživeti. Čeprav Hemingway lepo piše, ampak Hemingway tega ni doživel, kar je doživel Prežihov Vorac. On je bil na bojišču. Je sicer ustvaril svoje domišljiji tudi bataljon številka 100, ki ga nikdar ni bilo, ki ni bil vojaška enota, ampak on je ta bataljon rabil za svojo domišljijo, da je v njega vpletel vse tiste osebe, ki so bile tako ali tako zaznamovane. Protivojno, versko, moralno in tako dalje in tako dalje. In v lastni osebi Mohorja Amona nastopil v tem romanu. In zato res pravim, zanimivo je, ta roman Prežihov so pred par leti prevedli tudi Italijani. Prosim. Pri Prežihovem Vorcu zanimivo je vaša ugotovitev, da prebegi so pomenili tudi prenos informacij, kar je samo po sebi odmevno. Iz romana samega pravzaprav to ni začutiti, tam se začuti, kot je zgolj iz obupa so prebeglili ene na eno stran, prestanjanske stran na drugo stran. On je bil izrazito antivojno razpoložen. Vojaškega, pa ni začutiti. Ne, ja, bil je izrazito antivojno razpoložen in je bil tudi trn v peti oblasti, ne. Zato se je potem na Trilotskem bojišču odločil, da prebegne na italijansko stran, prebegel na italijansko stran, bilo zelo malo, razne tiste afere, Mariborskega, tako je, Ljudevita Pivka, ne, drugače ni bilo tega, ampak bil je tudi obsojen od avstrijskih oblasti vojnih na smrt, zaradi prebega, ne, ampak je prebeg. Ampak hočem reči, to je doživeto napisal. Jaz bi še nekaj vprašal, Silvan iz Komna. Silvan iz Komna, oziroma preseri pri Komnu, ena vas. No, tam, ko mi stopimo sliše, takoj zagledamo kakšne razne jarke, ne, ampak grebene, pa neke platoje, pa tako, tam po naših parcelah. Me zanima, če obstajajo kakšni načrti, da so bili sploh kaj tam, kaj je bilo. Iz katerega obdobja? Poznate revijo Kras? Prosim? Revijo Kras poznate? Ja, poznam. To je zelo dobra revija, ki ima pogosto opisuje to. Iz vseh to, od gradišč do vsega tega. Ne, mislim iz prve svetovne vojne, to. Ne bi vedel, kolikor je to na vojaških kartah, ampak kolikor je to opisano od strani raznih piscev, ki so o tem pisali, ne bi vedel tega. Morda bi se pozanimali v samem Komnu, tam jih je tudi par, ki vejo. Ja, kje so pa vojaške karte, da bi...
Vojaške karte? Vojaške karte se dobijo najbolj v vojnem arhivu na Dunaju. In tam se dobijo vse te stvari, treba je brskati, pa se dobi. Hvala. Doktor, prej si govoril... Ste govorili o literaturi. Jaz sem kakšno leto nazaj prebrala eno zelo dobro knjigo, da temo Soška Ravno Dobrodovski del. Napisal je kratko jedrnato in mislim, da najbolj naturalistično, kar je mogoče. Avstrijski vojak, častnik, je bil ranjen, meni od teh front in se potem maknil. Zelo priporočam. Mislim, da je naslov 3 ali 4 dnevi na Soški fronti. V slovenščini? V slovenščini je prevedeno, ne vem, se ne spomnim, ko je avtor, ampak če rečete 3 dnevi na Soški fronti, se bo dalo najti. Ni Abel. Ne spomnim se imena avtorja. Drobna knjižica, da res se svetujem prebrati. Mislim, da kar piše človek, ki je tam bil, ležal v jakih, v katerih so razpadali ljudje, kakih bili. Ne vem, mislim, da si nobeden ne more predstavljati, kako vojna zgleda, če bere samo dejstva, ki so gola, so poparna, a ne kako živeti. Bom pozoril na to, kar ste povedali. Doktor, a veš ti, prej si govoril o pesmi Dobrodo, čigava himna je bila v drugi svetovni vojni? Domobranska. Domobranci so imeli to, kot himna. Ja, nisi bil v Domobranci, doktor. Ne, srečo ne. Dobro, hvala lepa za vašo pozornost. Še enkrat, nisem vas hotel z takimi vojaškimi stvarmi, ampak dati poudarek, kaj se je pravzaprav bilo na tem kraškem bojišču. In predvsem pa to, da pa se, če niste prišli na Krasu, pridite na Kras in spomnite se, kaj sem vam tako dal.